Zaradi povečanega prilija bolnikov v pediatrično kliniko so se v mariborskem kliničnem centru odločili okrepiti zdravniško ekipo s 4 novimi zdravniki. Prav tako pa razmišljajo o selitvi pediatrične kirurgije v kirurško stolnico, kar bi povečalo prostor za starše, ki so ob svojih otrokih. V kolikšnem času pričakujete, da bodo novi zdravniki? Po analizi stanja, ki smo ga v razgovorih z na eni strani vodstvom bolnišnice in na drugi strani vodstvom pediatrične klinike, smo ugotovili dejansko glede na povečan priliv bolnikov v našo ustanovo, na pediatrično kliniko in na drugi strani glede na predvidene upokojitve posameznih zdravnikov, želimo čim prej zaposliti že izšolane specialiste pediatrije. Kakšen bo odziv na razpis, žal v tem trenutku ne vem povedati. Poudarim pa lahko, da je na kliniki za pediatrijo ob sedanjih 17 zdravnikih specialistih odzadaj še velik potencial mladih zdravnikov, 10 specializantov, ki bodo pač v nekem doglednem času zaključili svoj specialistični staž in seveda s tem tudi ukrepili delo na pediatriji. Ukrepe, ki so nam bili naloženi, že izvajamo, določene dodatne aktivnosti, ki bodo v prid našim bolnikom, tako kadrovsko zasedbo, kakor tudi prostorske zmogljivosti, bomo rešili in upam, da s tem, kot sem že omenil, našim najmanjšim, mlajšim bolnikom in seveda tudi njihovim svojcem ob dobrem strokovnem delu nudili tudi optimalne pogoje zdravljenja pri nas. Skladno s predlaganim ukrepom rednih vaj zdravnikov in medicinskih sester v oživljanju. Tukaj imam fascikel, v katerem so samo potrdila o vseh našem medicinskem osebju, ki je v zadnjem času opravila te tečaje temeljnega postopka oživljanja in dejansko nadaljevalnih postopkov oživljanja. V zadnjem pol leta, ne glede na to, da je ta ukrep prišel šele zdaj ven oziroma priporočilo za ukrep, je polovica kadra na naši kliniki opravila ta tečaj. To je več kot v katerikoli ustanovi v Skandinaviji ali v nemško govorečem področju. Kako poteka usposabljanje oživljanja? Potekanje oziroma usposabljanje iz postopkov oživljanja poteka tako, da imamo različne scenarije različnih bolezni, teh, ki so za pričakovati in potem ob vseh teh scenarijih v živo, na lutkah ali pa z aparaturami, treniramo postopke oživljanja. In kako pogosto je preverjanje strokovne usposobljenosti in kako to poteka? Preverjanje strokovne usposobljenosti poteka ravno na tak način, s temi tečaji ob lutkah, ob torej primeri, ki se bi lahko zgodili. Pogostost pa je pri nas, kot sem že prej povedal, v zadnje pol leta polovica kadra že šla skozi to usposabljanje in seveda v naslednji polovici ostala polovica. Približno enkrat na letno vsi naši zdravstveni delavci opravijo takšne tečaje. Kot so napovedali, se namerava pediatrična kirurgija seliti v kirurško stolnico. Ali to pomeni, da bo sedaj več prostora za starše? Absolutno se bodo izboljšali prostori oziroma se bo izboljšala kvaliteta bivanja otrok in staršev ob njih. Vi veste, da je zakonska pravica staršev do sobivanja do 5. leta starosti otroka in že sedaj nismo nikogar zavrnili, sedaj bomo pa omogočali še boljšo kvaliteto nastanitve.